A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v Muski? To sploh ni bilo vprašanje? Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, a ne bi šel na vaje. Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Ne vem, pač, če moraš iti. To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti. Hočeš iti. Viktorija in Andrej Breznik, lepo pozdravljena. Dober dan. Pozdravljeni. Hvala, da ste nas tako toplo sprejeli v vaši dnevni sobi, kaj ne? Ja, z veseljem, posebej, če pride nekdo v našo hišo z dobrimi nameni, je vedno dobrodošel. Tudi, če ni pevec. Tudi, če ni pevec. No, sej malo znamo zapeti, ampak nismo pa pevci tako dobri kot vi. Častitljiv jubilej se obeta, ne? 50 let. Ja, letos naša familija praznuje 50 let na pevskem področju in bi lahko rekla, da je to res en lep, častitljiv dogodek, ki ga bomo obeležili v Slovenj Gradcu 17. maja ob 17. uri v športni dvorani Slovenj Gradec. To bo velik koncert, veliko ljudi si predstavljam. Nam lahko izdate že kakšno skrivnost, kdo vse pride, kaj vse se bo tam dogajalo? Ja, na tem koncertu, ki seveda bo eden izmed naših koncertov, ker 50 let je le 50 let in tega štejemo kot glavnega in smo tudi povabili v goste naše dobre prijatelje, ki prihajajo iz Krškega, enako družino, ki živi za glasbo, to je družina Tonija Sotoška, tako da oni bojo potem naši gostje, da pa seveda si ne znamo predstavljati našega jubileja pa z našimi 4 kovači, kateri pa bojo tudi naši gostje na našem koncertu. Tako da jaz verjamem, da tisti, ko bo v dvorani z nami, da bo imel res kaj videti in slišati. No, že Breznikov vas je veliko, ne? Se pravi, koliko vas bo iz te razširjene, širše družine Breznikov stalo na odru? Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija, ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta. Se pravi, da v bistvu 4. generacija še ne poje z vami na ta glavnih nastopih redno, ne? Ne, 2 iz te generacije sta pa že se priključujeta in sta vedno bolj pogosto z nami, tako da računamo, da bo ta postala kar redna člana. Ostali pa občasno in tokrat, ko pa bo ta koncert, pa bojo tudi oni nekaj zaigrali in zapeli z nami. Se pravi, zdaj, če znam prav računati, ne? 14 novih Breznikov na 7 podlage. A sem to zdaj prav zračunala? Koliko vas bo potem, recimo, če se vsi odločijo, da grejo po vaših stopinjah? To bi mogli pa zdaj že kar dobro računati. Ja. 14 pa 7 je 21, ne? No, ob tem, da ena Daniela, ki se je pač poročila in živi na Gorenjskem, ona takrat, ko se je preselila, ne poje, tokrat verjetno bo. Gašper, sin od sestre Viktorije, pa pogosto pride v Slovenj Gradec in nam pomaga, če le ima čas takrat, ko imamo kak nastop. Tako da Gašper občasno, Daniela ne, ampak zdaj bo. Od teh 14 pa 2 že občasno pomagata, sem rekel, že kar pogosto. Ostali pa pričakujemo in si želimo, da ne bo dolgo čas, ko se bojo še ostali priključili. Se pravi, glasovi odlični,
Kaj pa inštrumenti, pa branje notnega črtovja? Nekje sem prebrala, da vi to berete kot časopis. A to drži? Ja, mi imamo vsi to srečo, da smo končali nižjo glasbeno šolo, tudi naši otroci, a ne? In za nas ni problem, ko vzameš note, pregledaš, aha, to pa bo šlo. Razen včasih, če je res kaj tako bolj zahtevnega, si pa pokličemo nekoga, da nam malo skorepetira, pa da nas malo uvede v nove pesmi. Rekli ste, pelo se bo, igralo, plesalo. A to inštrumente ste potem tudi mojstri? Bodo otroci igrali na kakšne inštrumente? Ja, tako je. Kaj lahko pričakujemo še na koncertu? Tako je. Mlajša generacija, se pravi 4. generacija, bojo presenetili z igranjem in petjem. Mi, tisti, ki pa smo, ko bomo obeležili 50-letnico, pa bomo bolj kot ne samo vokalno nastopali. Zato pa smo si poklicali na pomoč Sotoške, 4 kovače in pa tudi enega našega dobrega prijatelja, Pačnika, ki bo nas spremljal na klavirju, Tomaža, seveda. Super. Kako je pa z glasovi? Saj tudi jaz recimo veliko govorim, ampak se mi zdi, da petje pa od glasilk zahteva še en večji angažma. Zdaj si predstavljam, da pred takim velikim koncertom je precej vaj. Koliko zdaj vadite? 3-krat na dan, 2-krat na dan, 1-krat na dan, 2-krat na teden? Mi zdaj vadimo res malo bolj pogosto, 2-krat, 3-krat na teden, ker smo si pač zadali tak repertoar. Tam moramo peti vse na pamet, in zato mogoče malo bolj trpijo glasilke, sploh zdaj, ko odzun cveti. To pa ni dobro za naše glasilke, tako da jih moramo kar čuvati. Se pravi, da v bistvu s treningom se glasilke potem tudi okrepijo. Kaj pa recimo, če se zgodi, ne vem, pred takim koncertom, da pride, ne vem, nek prehlad, a imate kak recept, kako potem postopati pri teh stvareh? Lahko rečem, da v 50 letih niti enkrat nas glasilke niso izdale. Bom rekel, da vsaj jaz sam lahko to trdim, da nas je bilo strah, je mene bilo strah, kako bo, ampak ko je prišel tisti dan, je pa vse bilo tako, ko je treba, da smo, dobro, mogoče s kakim procentom manj, ko pa, če je optimalno, ampak v 50 letih je pa vedno bilo, glasilke so zdržale. Lahko pa rečem, da smo še imamo, ali pa smo imeli res veliko nastopov na leto, včasih tudi preko 30-40 nastopov na leto. Tu seveda štejem tudi kakšne te poslovilne na takrat, ko se človek poslavlja pogrebe in takrat si moraš, pa ni važno, kako je vreme, vzeti čas. Ampak zdaj, zadnje čase, če je možno, se pač tega čim bolj izogibamo, ker čuvamo glase, da si jih pač ne bi uničili preko zime. Zima je težava. Še dobro, da zdaj maja pride ta velik koncert. Ali ste ga z namenom? Z namenom. To pride pa z leti in z izkušnjami. Lahko rečem, da smo v teh naših 50 letih, razen prvih 10 let, smo imeli vsakih 5 let jubilejni koncert. Prvega smo imeli, ko smo imeli 10-letnico, potem pa vsakih 5 let. 2 z razlogom, z zamikom enega leta. Prvega smo imeli, ko je bila v Sloveniji osamosvojitvena vojna, bi prišlo ravno 91. leta, smo ga imeli 92. leta in pa ta zadnjega z razlogom, ker je bila pač ta neljuba korona, smo ga predstavili iz 21 na 22 leto 22. Ampak vsakih 5 let smo presenečali naše poslušalce in tako da so pripravljeni in čakajo. Vsakokrat, ko pridemo s kakimi prijatelji skupaj, sprašujejo, kaj pa nam zdaj pripravljate, pa pravimo, počakajte, pa boste videli. Zdaj od 50. obletnice naprej pa vsako leto, ne? Ja, pustimo se da se. Prej ste omenjali število koncertov, ne? Definitivno v teh letih verjetno nešteto anekdot s koncertov. Jaz, ko sem malo prebirala o vas, sem naletela na eno zanimivo zgodbo, ki bi rada, da jo poveste tudi nam.
nekje v Beljaku je bilo, ne? Kaj, o polnoči so vzklikali na glavnih ulicah, še, kaj se je zgodilo? Točno. Če lahko jaz povem, namreč 91. leta, da je bilo točno 25. maja, še je bila Jugoslavija, ker smo potem junija imeli mi tisto slavje in pa na to težave. Hočem pa reči to, da nas je povabil en prijatelj, ki je porodil iz Prevalj, živi pa v Beljaku in tisti gospod je pel takrat pri enem mešanem pevskem zboru iz Beljaka, ki so praznovali 120-letnico takrat. Nas je bilo 5 in so nas povabili v družbo še 3 zborov, 2 avstrijskih pa enega italijanskega. Njih pa vseh več kot pa 30, se pravi nas 5 in ko smo prišli v dvorani na oder kot zadnji, so ljudje onemeli, niso pričakovali in so čakali, kaj bo vas 5 sromačekov po domače povedano napravilo. In ko smo zapeli, je bila taka tišina, da bi še slišal, če bi šivanka padla na tla. Ampak po tem koncertu, seveda navdušenje, stoječe ovacije smo takrat doživeli. Po tem koncertu smo šli na zasluženo pač zakusko in smo se tam spoprijateljili s tem italijanskim pevskim zborom, s katerim še danes imamo povezavo. To je mešani zbor Angelo Capello iz Beljana pri Monfalcone, se pravi tam, ko je letališče Tržaško. Še danes z njimi imamo stike. In ko smo zapuščali, je bilo okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli, nas 5 na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in ajne, dajte še eno, ajne, eni po nemško, eni po slovensko. In to je za nas bilo, seveda smo še zapeli 2, 3 slovenske, pa pol smo šli, to je bilo za nas nekaj nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar, pa ga ne moreš kupiti. Ja, to so res spomini, ne? To smo res doživeli eno tako res čudovito stvar, ki je ne pozabiš. Kako pa je, se pravi, muzicirati, ustvarjati v krogu najbližjih, ne? Družina. Marsikdo bi rekel, ne, jaz če si predstavljam, da bi recimo živela skupaj s sestro ali pa blizu sestre, pa še popoldan skupaj z njo pela, predvidevam, da bi marsikdaj prišlo do kakih trenj, ne? Dajte nam iskreno povedati. Kako se vi sporazumevate, dogovarjate, se tudi kdaj skregate ali se razumete zelo dobro? Ja, moram reči, da mi smo zelo povezani. Že to sta nam dala oče in mati. In v vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem, zakaj. A ne? Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res. To je res potem to vaše poslanstvo, ne, glasbeno. To ni v bistvu, to je način življenja. Ja, v bistvu ja. Ker jaz recimo sem ta starejša, a ne, moram reči, da jaz že celo življenje živim v tem, da pojem, da se pri nas poje, a ne. In ne vem, če bi se kaj zgodilo, da ne bi mogla več, bi bila verjetno, ne vem, kaj bi se zgodilo. Ja, verjetno vas ta glasba tudi zelo radosti, ne, ker glasba je res vse prisotna v lepih trenutkih, v malce manj lepih in se mi zdi, da vi res živite, ne, to, kar vam je najljubše, saj tak občutek imam, ne. Ja, to, tako je sestra rekla, to smo mi podedovali od naše mame pa očeta in naših
pokojnih dedkov in babic, ki so enako živeli za glasbo in za petje. In lahko povem, da je po mamini strani so vsi bili sami dobri pevci. Mamini sorodniki, njeni strici in tete in bratranci, in to je bilo pri njih skozi in samo petje in petje. Tudi po očetovi strani, ampak po mamini strani njihovi sorodniki so bili vsi res tako navezani in vsi so imeli tudi svoje skupine. Poznamo zelo dobro ene naše sorodnike, ki živijo sicer v Avstriji. Je bila, to še moram reči, da so bile zelo številčne družine po mamini strani, po maminih prednikih. Vsi so imeli 10, 12 otrok, 8, 9, tam je bilo ogromno ljudi, ogromno pevcev, ogromno takih. In ena družina Tratar iz Šmihela pri Pliberku, jih je bilo 12. To so bili vrhunski pevci. Še danes večina od njih prepeva in poje, ampak so se pač potem razselili in skupaj niso tako ostali, kot pa mi, ko imamo to srečo, da smo vsi na 100 metrov ali pa na par 100 metrov doma. Oni ne, ampak hočem reči pa to, da ja, po mamini strani smo mi izgleda podedovali glas in pa dar. In če smo ga že podedovali, pa da ga imamo, smo hvaležni, kaj pa treba to tudi ponuditi prvo za zadoščenje za sebe in pa da drugi tudi dobijo nekaj od tega dara, ko smo ga mi podedovali. Ljudem. Poznamo veliko ljudi, ko bi radi prepevali, pa mogoče se niso rodili tak srečni z glasom, kot smo se mi. Zato pa imamo mi to srečo in tudi ugotavljamo in opažamo, da tudi naši četrta generacija imajo to srečo, da imajo ta dar. Se pravi, se samo grejo dobri geni iz generacije v generacijo naprej. A ste kdaj razmišljali, mogoče ob smrti očeta, da bi pa prenehali, recimo, ne vem, s petjem? Je bil kakšen trenutek, ko ste pomislili, kaj pa, če ne bi več? Ne, nikoli. Ker to, mi smo bili že takrat, ko še naš oče živel, dobesedno smo bili zastrupljeni s tem petjem, in smo nikako noben ni pomislil, da bi nehali. Imeli smo še mamo, ki nas je bodrila, Dobro, ona takrat res mogoče eno obdobje ni pela z nami, ampak mi smo 14 dni po očetovi smrti smo že peli, ker je bila takrat v Slovenjgradcu revija pevskih zborov, ne kot familija, ampak mi trije pojemo še pri mešanem zboru Karintija Kantat in smo seveda mogli iti pomagati, in smo takrat res peli malo z solzami v očeh, ampak vseeno je šlo. Ampak to bi bila seveda absolutno tudi očetova želja. Želja, to si je želel, ne? Ja, v vsakem primeru. Tako je. A ste je bilo kdaj treba recimo otrokom, vašim pa vnukom, jih prepričevati v to, da bi tudi oni recimo zapeli z vami, ali v bistvu to bila njihova želja? Verjetno ste jim pustili, da gredo svojo pot, če želijo, ne? Je bilo treba kaj jih prigovarjati k temu, da pojejo? Naši otroci so že takrat, ko še naš oče živel, so bili majhni. In že takrat so nam kar po krilih sedeli, ko smo mi imeli vaje in so hoteli pripevati z nami. Tako da smo jih že takrat mi tudi navdušili, pa že večkrat tudi zraven povabili. Ko smo imeli 15-letnico, so bili že z nami, To so bili še, koliko so bili stari tam? 80 let. Tadeja 3, 4. Ja. Mehni otroci, Ja. No, 96. leta so pa potem že samostojno na našem koncertu, samostojno zapeli dve pesmi in takrat smo jih pa potem že občasno priključovali za kako pesem, za kak nastop. Tam proti koncu prejšnjega stoletja so se pa že kar priključili, pa nismo šli na nastop več brez njih. Kaj pa? To je bil, sam to, da še dodam, je bil Ata izjemno ponosen. Izjemno. Kaj bo šele sedaj, ko vas bo nekje iz ne vem kje, recimo, pustimo te domišljiji prosto pot opazoval na tem koncertu? Oba. Ja, bila zelo srečna, da mi nadaljujemo to za tradicijo naprej. Ok, ja, to bo res en krasen koncert, ampak
znotraj družine vse ostane. Kaj pa recimo partnerji, žene in tako naprej? Kako pa oni sprejemajo, ne, to vašo glasbeno pot? Ne? To je kar veliko odrekanja, veliko prostega časa gre za petje. Ne? Ja, to pa lahko pohvalim vse naše partnerke. One so naša desna roka ali pa enako kot naši člani, včasih še več. Ko smo šli mi na nastop, so potem nas porihtali, po domače povedano, da smo lepi izgledali na odrih, nas podpirali, čuvali takrat doma otroke in nobene težave in nikdar ni bilo vprašanje ponosne, enako kot mi, tako da štejemo jih za naše člane in tem se jih tudi zahvaljujem z tega mesta. Se pravi, podpora je zelo pomembna, ne, pri takem življenju. Seveda. A sploh obstaja neka ločnica med družinskim življenjem in pa življenjem vas kot glasbenikov, ali se to vse prepleta? Ali ločujete delo od privatnega življenja, ali je to vse malo prepleteno in dobro vijugate skozi te izzive, lepe trenutke? Ja, lahko rečem, da je to kar prepleteno, to so trenutki, v glavnem, mi ko se ukvarjamo, ko smo v službi, je 80% našega dela, tudi kar pripevanje med samim delom, tako da včasih kdo pride, pravi, kak je tebi fajn, ko si skozi poješ. Ja, taki smo, tako je pri nas to navada, si pripevamo, si mogoče celo kaj sprot, kakšne besedila učimo, ko delamo zraven, tako da glasba je naše življenje. Se pravi, tudi nedeljska kosila, jaz si predstavljam, da je pol to namest pogovor o politiki, ne, ker se radi hecamo, tradicionalna slovenska družina se ob nedeljskem kosilu zaradi politike skrega, vi pa raj prepevate in se imate fajn. Tako je. Nekako tako. Tako je. Se pravi, da v bistvu, ja, petje je, več je petja kot govora v bistvu pri vas. Ja, pri nas je v glavnem takrat, ko smo vsi skupaj, je precej petja. Seveda živimo vsak zase v svojih hišah, ampak vse ostalo pa, ko smo skupaj, kakva praznovanja, seveda ne minejo, da se ne bi kaj pelo pa pripevalo. To se spomnimo še, ko smo bili pa še manjši, ko sem že prej omenil, pri maminih starših ali pa pri bilo katerem od sorodnikov, ko smo bili, tam pa je bilo 90% praznovanja samo petje. Ste vi nastopali, ne? Pa ne samo mi, tudi ostali starejši naši, strici, tete. Je eden začel eno pesem, je bilo konec, je že drugi začel drugo pesem, je že tretji začel tretjo pesem, tako da med pogovorom, veliko kaj pogovora ni bilo, bolj kot ne samo petje. Ja, to zna biti zelo prijetno, si predstavljam. A je kdaj tako, da se dobite, ne vem, recimo na vajah, ne? In potem ugotovite, da pa niste imeli časa, da razrešite kakšno družinsko situacijo, pa pol vaje spremenite v nek družinski sestanek, a se tudi v obratno smer zgodi? Ja, včasih mogoče se še res kaj pomenimo, ne? Če je kakšna dilema, da se najprej pomenimo, potem pa le začnemo z vajami. Včasih pa res pride do kakega take situacije. Zdaj smo govorili samo o lepih stvareh, ne? Kateri so pa, verjamem, da pride tudi kakšen izziv, ne, ko si kot družina skupaj na odru? Jaz verjamem, da ste veliko bolj povezani, se pravi, energija vaša, bi rekla, da je res taka usklajena in lepo vpliva na publiko. A je kaj takega, kar pa je lahko izziv, ker ste družina? Da je lahko bolj slabost kot prednost? Nimamo, po mojem videnju, nimamo takih težav, ker mi, ko pridemo, se pogovarjamo o glasbi, o petju, o kako vozijo naše nečakinje pa nečaki ali pa sinovi otroke v glasbeno šolo ali pa na kak trening, ko igrajo. To so naše debate, kakih drugih stvari mi tu ne občutimo ali pa da bi imeli kakšne druge bolj problematične pogovore, ampak petje, šport, to je naše življenje. Same fajn stvari. Pa seveda delo, vsi smo podjetniki, obrtniki, da se s tem ukvarjamo, tako da to je del našega življenja. Kdo pa ima zadnjo besedo, ne? Nekdo mora biti vodja, vedno vsaka skupina, ansambl, recimo ima nekega frontmana, kot rečemo, ne? Kdo je tisti, ki na koncu reče, tako pa bo? Ker verjetno se malo razlikujejo tudi kakšne želje, ne? Nekdo potem mora reči, kdo je šef, kdo je vodja. Ja,
pri nas mene dajejo za vodjo. okej. Napišejo vedno mene za vodjo, ampak jaz nisem tista, ki bom imela zadnjo besedo. Mi se vsi pogovarjamo in se uskladimo. Tako da nisem jaz tista, ki bi res bila frontman. Vsak potem, od vsakega želja je kdaj upoštevana, ne? Ja, sigurno, ko nekdo čuti tak, drugi čuti malo drugače in pol probamo, tako je mogoče prvi predlagal, probamo, tako je drugi predlagal, na koncu pa vidimo, kaj je najboljše in tisto potem ugotovimo in rečemo, probamo, pa to je pa res mogoče tako. Pa vidite, ne? Ja, pa če pa, tako je že prej sestra rekla, če pa pride včasih kdaj do kakšne bolj težavne skladbe, da so res, ali pa da nimamo časa, da bi trenirali predolgo, si pa pokličemo kakega prijatelja, prijateljico in v tem našem 50-letnem delovanju smo jih imeli mogoče 4, 5, 6, ki so nam priskočili na pomoč in mogoče se jim tudi tem našim kolegicam pa kolegom z tega mesta zahvalim, pa jih tudi lahko omenim, ker jih ni tako veliko. To je bil prvi naš, ki nam je pomagal, je bil Drago Hozner, naš organist tule v Pamečah, je nam prišel, ali pa smo se dobili, pa nam je malo preigral, potem nam je dobro delo pomagal tudi Tone Gašper, naš pevodja, Karintje Kantat, zelo dober kolega, zelo strokovnjak na tem področju. Janjo Kresnikov smo prosili, ko smo imeli kako skladbo, da nas je spremljala s klavirjem, smo tudi jo poprosili, ni nikoli rekla ne. Zdaj na koncu, pred kratkim pa smo si zaželeli in pa poprosili eno našo sosedo, ki se je poročila v Pameče, tudi zelo dobra glasbenica Marta Gril, in vsem tem se zahvaljujemo. Da pa ne pozabim, ogromno smo pa mi trije pa odnesli strokovnosti in pa tudi potem naši mlajši od sodelovanja z eminentnim kolegom Tomažem Tozonom, s katerim smo prepevali z njim v glasbeni matici in pa njegovem projektnem zboru, in ko ena taka eminenca, ki je znal res vse, on reče, kaj je prav, kaj ne, je pa še toliko bolj pomembno in tega se zavedamo in to smo zelo ponosni, da smo lahko sodelovali v teh 50 letih s vsemi temi, ki sem jih naštel. Tudi z ansamblom Štirje kovači, ne? To je pa ena posebna vez, nam lahko kaj o tem poveste? Ja, to je pa res ena posebna vez. Naš oče, Viktor Breznik, je igral pri Štirih kovačih 37 let. In Franci in Hermina Šegovc sta tudi eno obdobje, mislim, da je bilo 10 let, stanovala pri nas, v zgornjih prostorih. In mi smo bili zelo povezani. Mi trije smo njiju klicali teta in stric. Pa še zdaj včasih pokličemo teta Hermina, no nažalost tam je Franc lansko leto se poslovil. Ampak vez med ansamblom Štirje kovači pa med našo familijo pa še vedno obstaja. To so res lepe vezi, lepi odnosi, ne? Ja, Franc je bil izjemen strokovnjak, izjemen glasbenik in za našo vokalno skupino je napisal kar precej skladb, več kot 15, in smo jih res z veseljem prepevali, ker je njegove skladbe so zvenele nekako drugače, nekako posebno. On je imel tak smisel za glasbo, tak občutek, da nas je poznal in je za našo skladbo napisal, tako da nas je skoraj bilo premalo. Vsak je pel svojo špuro, svojo štimo in tako da, ko je on napisal glasbo in tudi besedila, so njegove pesmi zvenele čisto posebej. Jih bomo slišali tudi zdaj na koncertu v 50-letnici? Bomo slišali. Kaj vse pa bomo slišali? Kakšen bo repertoar? Bo kaj raznolikosti, da si malo predstavljamo, recimo, preden pridemo tja? Ja, na našem koncertu se bojo najprej predstavili naši vnuki. In to bo
ker so vsi glasbeniki, a ne, oziroma hodijo v glasbeno šolo, bo najprej en tak projekt trobilcev, za katere je aranžma napisal moj sin Gašper, ki je profesor na glasbeni šoli v Jesenicah. Iz tega trobilskega ansambla, no, lahko rečem, 4 bojo, se bo prelevila glasba v violino in harfo, na to zopet v trobilce, na koncu pa bo še moja vnukinja, ki je stara 8 let, z harfo, ob spremljavi harfe je zaigrala na oboe. Wow. In potem pridemo mi na oder, mi ožja familija, in bomo zapeli 3-4 slovenske pesmi. Ja, še to sem pozabila. Predstavili se bomo, ker nas mogoče pa le nekdo ne pozna. Tako da se bomo predstavili jaz kot starejša z mojim sinom in z 2 vnukoma. Bomo zapeli prvo kitico ene pesmi, Andrej z svojimi sinovi pa vnuki drugo kitico tiste pesmi, Dani z svojima hčerkama tretjo kitico, potem pa vsi skupaj. Potem sledi, mi bomo zapeli ene 3 koroške oziroma naše pesmi a capella. Da pa ne pozabim, povezovalec tega našega programa pa bo en zelo dober prijatelj, Franci Podbrežnik, katerega smo zelo veseli, da nam je priskočil na pomoč. In tudi on bo z nami zapel eno pesem. Potem se bo predstavila družina Sotošek, na kar bomo mi zapeli še neke popevke, s katerimi nas bo spremljal Tomaž Pačnik. Na koncu pa bomo mi še povabili na oder ansambel Štirje kovači in bomo tudi z njimi zapeli, mislim, da 1 ali 2, potem pa še oni nekaj zaigrali. Na koncu pridemo pa čisto vsi na oder pa zapojemo Kam le čas beži. Wow, to bo pa res tak preplet, glasbeni preplet različnih zvrsti, a tudi sicer recimo na vaših koncertih, kaj najraje pojete? Vse. Mi pojemo radi vse, tudi najrajši ljudske pa koroške, če smo korošci, potem tudi kakšne umetne, tiste se lotimo, tudi popevke, tudi dalmatinske. In veliko ljudi tako ve, da smo bili leta 2011 eni izmed prvih, ko smo v Slovenijo pripeljali Klapo Šufit, so bili gostje na našem koncertu in takrat se je njim odprla Slovenija. Ne glih zaradi nas, ampak tudi zaradi nas. Tudi zaradi nas in imajo skoraj več nastopov zdaj v Sloveniji, kot pa kje druge. Tako da ja, tudi dalmatinske, tudi vse v glavnem, kar je lepo za uho. Koliko pol besedil znate? Ja. A ste jih kdaj prešteli? Koliko pesmi ste že odpeli? Koliko v bistvu besedil imate v glavah? Ja, enkrat sem na enem nastopu me novinar presenetil z mikrofonom, pa sem rekel, da je vprašal, koliko pesmi pa vi znate? Pa sem rekel, kakih 1000. Pa sem pa mislil, on se obrne pa gre. Jaz mislil, kaj sem zdaj rekel, eno neumnost. Ampak, ko sem začel potem računati pa šteti, da pa v bistvu sem tisti čas, to je bilo tam nekje leta 2006-2007, smo z bratom hkrati pela pri enih 6-7 skupinah. In seveda pri naši družini že tudi preko 30 let in smo razmišljali, pa na koncu niti nisem ekstra mimo brcno po domače povedal, da sem verjetno kar zadev številko, da kakih 1000, pa če bi tako rekel, da za vsako skupino kakih 100, pa še nekaj ljudskih pa narodnih, da ne rečem, da od ansambla Štirje kovači smo pa itak poznali skoraj vse njihove pesmi, če smo z njimi živeli in smo pravzaprav z njimi rasli. Tako da ja, verjetno, da tu nekje, ampak mogoče veliko manj pa ne, ko pa
Ampak to je, kako je videti recimo to učenje besedil? A to parkrat ponovite, pa vam vse ostane v glavi, ali se prav učite besedila, pesmi recimo na pamet, ali imate včasih tudi kakšen plonk cegel, kot jaz danes, ali kako je s tem? Ja, tudi imamo včasih. Zdaj se mi zdi, ker smo malo starejši, že kar pridemo z notami gor na oder, a ne? Okay. Ampak drill in če ti to večkrat prepoješ, si pa zapomniš besedila, ne? Ja, ko tokrat ponoviš, ne? Ja. Ja, ko smo bili mi mlajši, tako so zdaj naši sinovi pa hčere, si ata rekel, daj bomo imeli vajo. Smo rekli, pa ne, pa zakaj, pa je rekel, moramo zaradi naju, zaradi njega, pa zaradi mame. Ja, zdaj smo pa mi tam, ko smo zdaj pa mi v njihovih letih in zdaj pa vidimo, zakaj je oče hotel, da bi imeli vaje. Naši mlajši to hitreje zazamejo, da pa ne govorimo o vnukih. 3-krat slišijo, pa že pojejo. To pa je prednost, seveda, ko si mlajši, si ti gre malo hitreje v uho, pa si zapomneš, drugače pa vaje, tako je rekla sestra, vaditi in vaditi. In tako včasih tudi, ko se voziš, imaš kak listek, pa malo si poješ, pa ko ne veš, pa pogledaš na listek, pa ti ostane. A počnete sploh še kaj drugega, kot se ukvarjate z glasbo, pojete, ostane še časa v dnevu za kaj drugega? Seveda ostane, pač te vaje imamo navadno po večerih. Po večerih, tam zvečer, 7-8, včasih me kak kolega vpraša, pa kak se ti ljubi? Jaz pa rečem, ja, jaz si grem tja polniti akumulatorje. Jaz se tam grem napolniti svojo energijo nazaj in to je to. Eni grejo pred televizijo, ne, na kavč, vi pa pojete. Točno, mene to veseli, jaz to delam že celo življenje, to delaš, kar delaš rad, pa ni težko. Kaj pa vi? Kaj vas še polni poleg glasbe, recimo? Ja, jaz sem že upokojena, a ne? Pa malo imam vrta, malo še sicer hodim nekaj pomagati, delati. Drugače pa zelo rada rešujem križanke. To vam pomaga tudi pri pomnjenju besedil, ne? Zelo. Tu pa preberem včasih tudi kako knjigo, tako da si kar zapolnim delovni dan oziroma dan. Kaj pa načrtujete zdaj za naprej, ne? Ok, maja, konec maja, lahko še enkrat povemo datum, se pravi? 17. maj ob 17. uri v športni dvorani v Slovenj Gradcu. Ok, to je jubilej. Kaj pa potem, ko greste v 51. leto? Kakšni so še načrti? Kaj bi radi še dosegli, recimo? Ja, če bo zdravje dopuščalo, bomo s to tradicijo našo tako ali tako nadaljevali, a ne? Pa jaz mislim, da bo, ker imamo še veliko energije. No, če dodam, ko ste prej rekli, kaj pa potem, 17. maja smo že omenili, to bo naš prvi glavni oficialni koncert. Ker pa imamo 50-letnico, pa ker prihajamo iz Pameč, Trobelj, to je naša vaška skupnost, moramo pa seveda tudi za naše krajane nekaj posebnega napraviti in bomo 21. junija, je tudi nedelja, ko praznuje praznik naša vaška skupnost, pripravili nov drugi koncert tukaj v Pamečah, v letnem teatru, ki ga imamo pri šoli, pri osnovni šoli. Na tem koncertu pa smo povabili v goste samo vokalistke, vokalne skupine in sicer 3 gostujoče družine, ki bodo, tam pa se bo samo pripevalo, tam se pa veliko verjetno igralo ne bo, bo vokalni koncert, to bo se pravi 21. junija. Hkrati lahko omenim, seveda julij so potem počitnice, dopusti, avgusta pa bomo potem mi kot vokalna skupina gostje še enemu eminentnemu koncertu in sicer ob 50-letnici Graške Gora poje in igra. Bomo tudi gostje na tem koncertu, smo zelo počaščeni in pa si čutimo dolžnost, da našo 50-letnico proslavimo tudi na njihovi 50-letnici. Takrat bomo na Graški Gori imeli slavje. Kaj bo potem še prišlo, zagotovo še kak nastop, ki ga zdaj niti ne vemo. Vemo pa tudi še za konec leta, da bomo gostje
v športni dvorani v Slovenjgradcu na dan Božiča, ko bo pihalni orkester praznoval državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti, in takrat bomo mi gostje pihalnega orkestra Slovenjgradec. Tudi to si štejemo v čast, da bomo lahko na tem koncertu mi predstavljali našo 50-letnico. Imate morda kakšno sporočilo za vse ljudi, ki vas vsa ta leta spremljajo? Kaj bi jim recimo tako javno radi rekli? Ja, jaz se zahvaljujem vsem poslušalcem, gledalcem in našim podpornikom, da so nas vsa ta 50 let, vseh teh 50 let spremljali, nas spodbujali, hodili z nami tudi včasih na kakšne izlete ali na kakšna gostovanja, in se jim v tem momentu tudi lepo zahvaljujem, da so bili naši podporniki. Če bi bila pa vaša družina pesem, če malo poetično zaključimo recimo, kako bi se začela, kako bi se končala, kaj vas recimo najbolj opiše? Ja, vsi poznajo, ko rečejo za Breznike, vsi poznajo, da smo dobri pevci, da naše pesmi nekako pravijo, drugače zvenijo, ker pač seveda to je ista kri, da so naše pesmi lepe, zvočne, in bom omenil en rek našega dobrega prijatelja, ko sem ga prej omenil, Toneta Gašperja. On je vedno rekel, ko pesem zveni čisto, takrat se začne muzika. Wow. Se pravi, ko se sliši, da so vsi glasi tam, ko je nota napisana, tam je potem pa muziciranje. In mi se tega trudimo, da bi vsaka pesem tako zvenela. Mogoče včasih ni vse tako, kot bi si želeli, ampak trudimo se, da bi pač to bilo tako, ko mora biti. Ste vsi uglašeni. Ja, tako. Hvala vam. Tudi vam. Tudi vam. Nekoč v starih časih je res prav lušno bilo, gostilno sem zahajal in vince pil sladko. Al komaj sem si ljubce zbral, že cesar mi je pošto dal. Boš moral ljubco zapustit, cesarja služit it. 3 leta so minila, sam Hauptmann mi je djal, za tvojo zvesto službo zdaj urlavki bom dal. Oj, fantič moj, oj, fantič mlad, do zdaj si bil en fajn soldat. Do zdaj si sukal sabljico, zdaj boš pa ljubico. Kakor je Hauptmann rekel, tako sem tudi storil. Domov sem se povrnil in ljubco si dobil. Sva pevala, sva vriskala, na srce se pritiskala. Živela kot golobčka dva in srečo uživala. Živela kot golobčka dva in srečo uživala. Ja, prav je, da pozdravimo tudi tretjo generacijo Breznikovih. Ja, Lep pozdrav. dober dan. Mlajši. Kaj vnašate v vaše družinsko muziciranje, ne?
Vse vemo, ne? Generacije se iz generacije v generacijo razlikujemo. Kakšno svežino prinašate? Ja, mlade glasove, svežino, vse ste sami povedali. In pač mogoče kakšne novejše pesmi, kaj takega. Recimo, kaj predlagate vašim staršem? Katere pesmi predlagate, da bi še zapeli? Pa kakšne bolj moderne, se pravi, mogoče kakšne tuje, kakšnih tujih avtorjev. Drugače pa bolj kot ne slovenske, se pravi popevke, take, ki grejo v uho, ne nekaj težkega. Pač da je lepo zaslišati. Take, ki jih vsi poznamo, ne? Tako pa obvezno. A lahko kakšno povemo, ki jo bomo slišali tudi na koncertu, ali to ostaja skrivnost? Pa naj ostane skrivnost. Naj ostane... Lahko sicer vojema, no. Kakšno? Lahko bom povedal, ker bom kar solista napovedal. Noče se pohvaliti, ne? Ja. Pa brata njegovega, ta v duetu malo zapela Mi otroci morja. Wow. Ja, od Edin Flisarja. Za spremljavo, klavirsko spremljavo Tomaža Pačnika. Tako da jaz mislim, da že zdajle, ko imamo vaje, zelo dobro zveni. Tako da mislim, da bo to kar prav. Je fajn, ne, da se prepletajo različne generacije. Kako vi zrelejši, ne, modrejši, lahko temu rečemo, sprejemate njihove sveže ideje? Se z vsemi strinjate ali tudi rečete, ne, tega se pa ne gre? Mi imamo drugače, ko imamo vaje, recimo, da si izbiramo program za kakšno pevsko revijo ali karkoli, si izberemo program. Seveda mora biti koroška ljudska, mora biti nekaj modernega, pa nekaj umetnega, ne. Tako tudi zahtevajo. In seveda pride včasih tako, da je moderna, pa še mladi malo bolj pa rečejo, mi bi pa rajš pa to dali. Seveda se smenimo, se pogovorimo in njihova tudi velja, ne samo naša. Super. Kako pa usklajujete ta mlajši, ki imate zdaj, ki vzgajate četrto generacijo Breznikovih, ne? Kako pa vi usklajujete ta urnik, ne? Veliko je zdaj vaj, pa sploh pred tem nastopom, pa mehni otroci so, pa oni imajo svoje vaje za glasbeno. Je to kar pestro, bi lahko rekli? Niti ne, mislim, da je to že neka rutina, že od samega začetka. Tako da mi se dobivamo na vajah zvečer, takrat, ko v bistvu otroci že ali grejo spat. Tako da hvala našim partnerkam, ker takrat one pridejo upoštev, da jih imajo, in partnerjem, ker imamo tudi pevke, babice. Se pravi, tako da to je to, v bistvu nimamo težav, imamo pa v bistvu določen prej urnik, se pravi, zdaj, ko se pripravljamo na koncert, imamo torek pa četrtek imamo vaje in ob 8 zvečer v torek pa četrtek so vaje, tako da to je to. A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v muski? To sploh ni bilo vprašanje? Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, a ne bi šel na vaje. Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, ko bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Ne vem, pač, če moraš iti. To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti. To so res lepe besede. Kaj vas pa po toliko letih še motivira, ne? Kaj vam daje ta zagon, da še vedno toliko ustvarjate? Veliko ste že povedali v glasbi, ne? A se zdi, da vam kar ne zmanjka, ne? Idej nikoli vam ne zmanjka. No, glih to, ko je prej brat moj rekel, da smo že okrog 1000 pesmi pripeljali, ampak vem, da jih je še več. Tudi nove se ustvarjajo, tudi popevke nove se ustvarjajo, tako naprej. In mi pol, seveda, če nam je kaj všeč, tudi pol malo zase potegnemo kakšno drugo novo popevko, kar zdaj vidim, ko je mladina zraven, zdaj četrta generacija zraven prihaja, oni bi bolj kot ne samo popevke, ne, ljudske malo zad, ampak moram reči, da smo jih že navadili tudi, da tudi ljudske pritegnejo zraven nas. Ja. V bistvu me zanima tudi, če obstaja kakšna pesem, ki ima za vas največjo težo, tako da jo ekstra radi prepevate ali pa vzbudi v vas posebej lepa čustva, neke spomine. A je kakšna taka? Ja, seveda se jih je več, se jih ne more biti samo ena.
veliko pripevamo tudi od Franca Šegovca, ko je tudi Andrej prej omenil. Predvsem smo zdaj pogosto peli, zdaj ko se je poslovil, Vse je tiho, tiho pesem, je on napisal, žena Hermina, v bistvu je rekla, da to njena pesem, in to je nam tudi zelo pri srcu, je lepa, preprosta, z takim močnim sporočilom besedila. In ja, pa druge, recimo tudi kakšna popevka pride zelo prav, koroške ljudske itak, so same lepe, sicer so po besedilu malo bolj žalostne, nekaj ljubezenskih in tako naprej, tako da več pesmi imamo radi za prepevati. Kako pa mlajše generacije sprejemajo to vrstno petje? Se vemo, mladi zdaj bi hodili na te pop koncerte, K-pop ali kaj je že zdaj moderno, saj ne vem, ampak recimo mlajše generacije, kakšna publika pride na vaše koncerte? Se tudi tu prenašajo recimo izkušnje ali pa ljubezen do vaše glasbe iz roda v rod? Kdo vas pride poslušati? Pa jaz mislim, da se, ja. Zdaj, recimo moja generacija že pride to poslušati, ne pa, kako bi rekel, nas poslušati po televiziji, po radiju, reče, lej, zdaj ste pa tam se nas poslušati, to pomeni, da poslušajo tako glasbo, ne. Se pravi, zdaj pa pride zadnji že mlajša generacija, četrta generacija, ki pa vidim, da že tudi tišijo, odpirajo vrata, pa okna, pa poslušajo, kako mi pojemo in že hočejo v bistvu sodelovati, dva sta že, ne, ostali bojo pa ziher tudi, tako da jaz mislim, da tu bo napredek. Bo napredek, ja. Če smo že pri vnukih, kako si sledijo, a lahko malo povemo te starosti? Pred pogovorom so jih naštevali 17, 16, ali kako grejo? Zdaj, če gremo mi v tretjo generacijo, najstarejši v tretjo generacijo je prav Aleš, ima tudi najstarejšega sina, se pravi vnuka od Andreja. Potem gre moja vnukinja, Žana, da bom pa zdaj malo študiral res po letih, da bo prav, ja, da bo prav. Potem je Gal, potem je Klara, to je Gal je od brata njegovega, Blaža, potem je Klara. Oziroma Anže je pred Klaro. Ja, Anže, dobro, vse en dan. A to so tako po mesecih si sledili, po letih? Ja, še po dnevi. Samo ne od enega, ampak znotri družine, ja. Različno. Ja, tako da nas je 14 jih je, ne. Ampak so že nekaj velikega, pa čist do malega, 3 leta stari. To smo že slišali, da v bistvu zaledje je dobro. Ja. Kaj pa vaju, zdaj bom vsakega posebej še izvala za konec, kaj vas najbolj gane, ko stopite skupaj z družino na oder? Kakšni občutki so to, ko skupaj zapojete? Ko vidiš te male, se pravi, otroke, ne, naše, kako znajo pesmi že na pamet, a čujejo 2-krat ali pa 3-krat. To je pač neprecenljivo. Kaj pa vi recimo? Vi ste že dlje časa del te skupnosti, ampak ta občutek, ki je znotraj vas, ki vas izpolnjuje, da to počnete, kako se počutite? Pa, kako se počutim? Počutimo se, kako ne rečem, izpolnjeno, veselo, ja. Vse se vam vidi na obrazu. Dejansko, ko vidiš ljudi, ko uživajo, je v bistvu to, za kar si na odru. Se pravi, da v bistvu daš in prejmeš od publike. Tako. To je poseben občutek, bi rekla. Res je. Kaj pa vi? Ja, pri nas pa seveda, ko stopimo na oder, najbolj pomembna je barva. Se vidi, da smo z istega gnezda. In naši glasovi se, kako bi rekel, ujamejo, noben ne izstopa. Tudi, ko zapojemo, ko je treba forte, vsi forte, ko je treba piano, vsi piano, ne rabiš nobenega dirigenta, zdaj, da imamo to že... To se prav sliši. V tolikih letih, ja, da imamo to že dejansko kar v sebi. Malo se pogledamo in... Vse veste. Vse vemo, ja. No, to pa je res ključna prednost tudi, ne? Družinsko petje, res je, seveda. Kri ni voda, ne? Točno. Pa ne sem to.
če se kjer zmoti, ne, se vsi zmotimo, tako da noben drug ne ve, sam mi. No, evo, ja, tudi to je to. Ne? Je še kakšna anekdota, recimo, za konec, da se še malo nasmejimo, kaj se je kaj tazga smešnega zgodilo. Slišali smo en tak koncert v Beljaku je bil, kjer so usred noči vzklikali še. Ja, je bilo še kaj takega, kar ste... To sem jaz bil zraven tudi, jaz sem sicer najmlajši, prve od kvinteta nas. Ja. Takrat je bilo izredno, bi rekel, srčno, čustveno, ko si nisi predstavljal. Ne? V bistvu se je Slovenija pripravljala, bilo je še ja ali ne, v glavnem Slovenci v Avstriji so ga bili čisto navadnik, čisto solzni, no, videlo se je, da so, čeprav je bilo po noči, si čutil, da so bile tiste emocije, slovenska pesem, ne. Drugače pa ja, imamo mi več takšnih zadev, ko gremo na kakšne nastope, se marsikaj zgodi tudi včasih. Kaj recimo, ali to so skrivnosti, ali nam lahko kaj poveste? Kaj smešnega? No, mi smo enkrat... Ja, vedno je smešno. Se to si zapomniš, kaj druge stekne. Mi smo šli enkrat na nastop, smo piščalko za intonacijo pozabili, ne. Ja, kaj zdaj? Da imamo že toliko izpilen posluh, da bi že verjetno lahko kar začeli, ker je pa zelo pomembno, ne, kjer moduro ti začneš in je pol tona gor dol ni problem, ampak za en ton in pa če si slučajno še kak drugi gost, da je pel, smo si mogoče sposodili, ampak se je zgodilo, da smo kar tak brez vsega začeli. 5, 3, 4 pesmi, pa to je to. In ste bili uglašeni? Ja, seveda. Wow. Še kakšno smešno, da se še mi malo nasmejimo? En prevoz je bil enkrat problem, to sem nekje prebrala, ne? Da ste se lovili nekje. To pa druga stvar, ja. To, če je glih... To za Italijo. Če je glih veselo, pa dobro. Šli smo v Italijo, temu povratenemu zboru, ko smo se dejansko v Beljaku spoznali. V Italijo smo šli in smo imeli, nas je vozil en šofer s kombijem. Smo prišli do Loma, kombi crkne, se pokvaril. Mi smo imeli pa uro tam, šli smo 2 uri prej, da bi ja pravi čas bili. In prvič, ko smo šli, nismo imeli še takrat tudi ne telefona tok, pa seveda mi smo čakali 1 uro pa pol, da je prišel novi kombi. Pridemo mi tja, seveda zamudimo, so mislili tile gostje Italijani, da nas ne bo, ne. Pridemo do enega tam, kam zdaj prišli smo do tiste cerkve, ker to je cerkveni pevski zbor, mi pa tudi smo še kar navezani na to. In pridemo tja nobenega nekjer, da mi smo zamudili 45 minut, ampak koncert nismo zamudili. In seveda jaz pa Andrej gremo pogledati, tam piše gor mesarija, sicer v italijanščini, ne. Pa vidim, da je noter, pa 2 ženski, pa vstopimo not, pa sem slišal, da se slovensko pogovarjamo. Ko sem jaz hotel nekaj vprašati, ga je naredil, smo rekla, pač počakala ma tiho. In seveda smo bila tiho, dokler da je on stranke odpravil. Lepo začel slovensko govoriti in rekel, hvala Bogu, da niste rekli, jaz bi vse stranke zgubil, ker bi se slovensko z vami pogovarjal. Ja, okej. To se je pač malo res, malo smešno, pa žalostno po eni strani. Veliko je torej zgodb se spisalo, marsikatera verjamem, da se še bo. Nekaj smo izvedeli tudi o koncertu, definitivno pa vse skrivnosti ne izdati, ker se namreč vidimo, v nedeljo 17. maja ob 17. uri. A ima 17. kakšen poseben pomen, da je to kar 17. maj, 17. ura? Ja, ker takrat, ko pripravljaš datum koncerta, je več dejavnikov, ko se morajo poklopiti in imeli smo 2 datuma, 17. ali pa 24. maj. Ker je pa 24. maja, pravzaprav 23. maja neki poroka vmes, pa je nekih naših sodeluje tam zraven, pa smo rekli, pojdemo na 17. In je pač treba si rezervirati halo, je treba ozvočenje, vse je treba poštimati in zelo veliko časa prej moraš to narediti, da ne zamudiš kaj. To je kar organizacijski zalogaj, bi rekla. Ja, je kar, ja. Samo moram pa reči, da nam stojijo ob strani zelo
zelo tudi JSKD, Slovenj Gradec, ne, gospod Mihael Šuler, potem mestna občina. Tako da se jim že zdaj zahvaljujem, da nam pomagajo, tudi razni drugi ljudje, ko pomagajo. Lokalna skupnost vas ima zelo rada. Tako, ne? ja. Ja. Tisto, kar daš, to dobiš, pravijo. Ne? Tako. Naj tako ostane in srečno in uspešno delo še naprej. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala.